naši dnevni sobi. Saj nimate fikusa v dnevni sobi. No, potem pa zelen, kot zelena namba, zelenem celoškem kačjem vrtu. Zadovoljna. Mislim, da se prvič reče reptiljecu, oziroma živalski vrtca plazivce. In drugič, tam trenutno nimajo zelene mambe. Saj je ne rabijo. Ti lahko prideš če in sikaš, obleče zelene leginske in ni razlike. Če boš ti med tem, ko črna vdova po terarju gledala, ni problema. Cool. Ta je bila pa res cool. Mi dve v terarju. Pa si predstavljali. Ampak nekaj moram priznati, tudi njega si super. To je bila moja naloga za danes, ampak vseeno hvala za kompliment. Kaj? Tvoja naloga je bila, da mu rečeš, kako smrdi? Ja? No super si naredila, res. Najboljše je bilo, ko je že vstal, da bi nama naredil prostor. Ti si ga pa nedolžno pogledala in mu rekla, kaj pa tukaj tako smrdi, a mogoče ti veš? Ja, očala so se mu zarosila, v momentu ni nič več videl. A je že tukaj? A desno? Ja. A je sam? A sta že naredili današnjo nalogo? Jaz že, ampak ti dovolim, da mu tudi ti rečeš, kako smrdi. Po čem pa? Kaj? Ja, po čem smrdi, kakšen von? Pa saj ne smrdi, samo povedati sem mu morala. Kakšna je tvoja naloga? Počakaj, da pogledam. Poglej, spet moram dati v torbo nekaj sluh. Skoraj bi zamudila vlak in veste zakaj? Ker je moja mama imela jutranji govor. O njem. O njem? Ja, da mora biti bolj prijazna, ga vpeljati med prijatelje, pazita, med svoje prijatelje. Ne. Ja. Menda jo je včeraj zvečer klicala njegova mama in pol ure jokala v telefon. Kakršna mama, takšen sin. Kakršen oče, takšen sin se reče. Ja, in v bistvu sem zadela. Direktno v tribuh. Zadeta sem. Pomagajte. Help, I need somebody, help. Not just anybody, help. You know I need someone to love. Pa dajte mi mir! Pojdite v sosednji vagon težit. Dost vaje imam. A je že tukaj? Ja, in Ivan je z njim. To mi vedno polepša dan, ko opazujem Ivanovo kreativnost. Pa še naloga za danes bom naredila, snemanje v živo. Da ne bi kdo pozabil, moj sed je že pri oknu. Pa zakaj vedno hoče sedeti pri oknu? Da lahko dela selfije, odsevo šipe in si govori zrcalce na steni povej. Katera najlepša na Facebooku je zdaj? In Ivan je tako kreativen in spravi me v tako dobro voljo. Vsako jutro, čisto vsako. Dober dan, prijateljica. Kako si kaj? Kako si spala? Zelo dobro. Spala sem pa bolj slabo. Zakaj pa? Ni da bi pravila. Ne zaupaj se mi, draga. A res lahko? Seveda, draga moja prijateljica. Torej, sanjalo se mi je, da sem srečala Floro in Manuela in me nista niti pozdravila. Ne! Je kaj takega sploh mogoče? Ja, in taka prijazna otroka sta bila. Vsakemu sta se tako lepo nasmejala in vedno prva pozdravila. Prva! Je morala notri, ti sem zdaj. Dobro jutro, oprostite, ker motivam. Res je nama zelo žal, res, ampak imava eno majhno vprašanje. A je v tem kupeju mogoče še prosto? Vsi ostali so namreč že povsem zasedeni. Sploh pa tisti na desni. Izvolite. Hvala. Kako pa veste, da je danes on v desnem kupeju? Poglejte, Hendi, Ivan deluje, Maja pa snema.
Danes je Ivan že zgodaj v elementu. Dan se zgodaj išče. A zdaj boš pa še ti začela. A ste za zajtrk vsi govorili z bicami, ki kar naprej ponavljajo rana ura, zlata ura in podobne? Kaj pa držiš? To so pa že kul stavki. Naprimer, čas je denar. Čas je zlato. Čas vse v kozi roku žene. Do rano vstaja, mu ves dan dobo vstaja. Dok zgodaj vstaja, mu kruha vstaja. Ni dan tako dolg, da ne bi bilo večera. Pride, Pa mine. rano poste, rano izpuste. S časom se še čas obrne. Ura teče, nič ne reče. Zvečer skuramo spat, zjutraj stički vstati. Dan je treba zjutraj spati. Jutra so zjutraj najlepša. Kaj pa vam je? A ste vsi ponoreli? V šoli smo ravno pri pregovorskem času. In mi smo pridni učenci. Štrebarji. Ja, pridni smo, pa še štrebarji. Ej, pridite pogledat. Smo videli že na Handiju. A boš dala še na Facebook? Ne da bom, sem že, ampak se še dogaja. Ful se dogaja in on spet ful joka. Joka? Ja, To moram dati na YouTube. pridi mamo, ještě greva. Ima katera od vaju kakšno sadje, kaj sluze z tega za malico? Počakaj, da pogledam. Paradižnik ali jabolko? Daj, rabim ga za nalogo. A gre v njegovo torbo? Med zvezke? Ne, vse boš videla na YouTubeu, daj že. Dober dan, je tu še prosto? A je tu še prosto? Ja, mislim, ne, nažalost. Pravzaprav je, kar izvoli. Kako je prosto? Nas je 6, če znaš računati. Saj vidiš, da sva sami. Ampak Izvoli. vsak čas bodo prišli nazaj. Zadnji bo pač stal, a šel sedeti tja na desno. Kdo prej pride, prej melje. Pa ne, da si ti tudi naredila domačo nalogo. Kupe je kupe, vsak se lahko usede, kamor hoče. Pravzaprav imam rezervirano. Kaj? Rezervirano. Če se človek pelje več kot 20 km, je že pametno, da si rezervira. Naš kupe. A vaše, a ste ga kupili? To ne, ampak zdaj smo mi v njem. Nimate pa rezervacije? Ja ali ne? Ne, nimamo. Kdo pameten pa bi rezerviral za vsak dan? Jaz, ker hočem sedeti, sploh pa zjutraj. No prav, in kateri sedež ima gospod rezerviran? Prav tega, kjer sediš ti. Super, ker je tukaj tudi prostor, lahko sedi zraven mene. Vzemi to kot čast. Veliko čast. Ti pa nehaj. No, Rezerviran imam sedež ob oknu, levi sedež. boš pa sedel na levem sedežu. Entschuldigung, to pa ne bo šlo. Entschuldigung. In zakaj ne? Entschuldigung. Ker sem rezerviral tudi tega, oba sedeža sem rezerviral. Tale je za moje noge. Katastrofa! Vzel si špegu. Pardon, ogledalo. Tega ne bo prenesla, vsaj ne zlahka. Mislim, da bomo šla v sosednji kupe. Tukaj smrdi po umazanih štumpih. Pardon, nogavicah. Kdo pa si ti? Niko, prejšnji teden smo se preselili sem in zdaj se peljemo v šolo. Preselili sem? Od kje? Z Dunaja. Z Dunaja sem. A se ti hecaš? A se ti zdi, da se hecam? Ob 6:30 zjutraj. Niti ne. Samo nikoga ne poznam, ki bi se preselil z Dunaja sem. Razen poleti. Kako poleti? Poleti vsi pridejo sem na dopust. Ker je tukaj tak mir in svež zrak in taka čudovita jezera. Ampak jeseni
Ich vzame kroška megla. No, kot vidiš, me je ni vzela, ampak prinesla. Kdo? Megla. Wow, kakšen. No, v resnici je moj fotor dobil en super job, menda en mega projekt. Če bi imel v naši družini jaz kaj besede, bi se zdaj le prebujal na Dunaju. In naš kupe ima rezerviran. Ja, ti normalno. Res. Kaj pa je zdaj to? Kaj? Kaj ti tukaj delaš? Sedim in se vozim. Kar veliko stvari za tako zgodnjo uro, če že vprašaš. Saj sem rekla, ni normalno. In ti, ki se voziš in sediš, veš, da je to naš kupe? Sem nekaj slišal. In kaj misliš narediti glede tega? Nič. Prosim? Kupil sem 2 karti in rezervacij za 2 sedeža v tem kupeju. Sorry. Ti bom jaz dal, sorry, to je naš kupe in to vsi vedo, da lahko tu sediš, potrebuješ posebno dovoljenje. Kaj? To dovoljenje dobiš samo preko Gija in ne spomnim se, da sem kaj bral o tem. A se kdo od vas spomni, da ima dovoljenje? No, Sploh ne vem, kaj govoriš, kakšen gej. takoj se spravi ven, dokler sem še dobre volje. Lahko greš na desno, k njemu. Po vonju sodeč pa usparate skupaj. No, Maja, zdaj pa pretiravaš. Pojdi pa zraven, če je tako cool. Rekla sem Dovolj vidve. No, a bo kaj, v desnem kupeju je super veliko prostora. Samo en sedež je zaseden. In tisti na njem komaj čaka, da dobi spet obiska. In če nočem, Potem ti bom moral pač pomagati, da boš hotel. In rečem ti, bolje je, da greš sam. In to takoj, ker moja pomoč ni ravno, kako bi rekel, prijetna. Prijazna. Nežno. vse troje. No, dajmo, preštel bom do 7 in za tvoje dobro upam, da bo pri 6 zrak že čist. 1, 2, 3, 4... tipične poleženske fore. Štel bom 10. No. In kdo je ta butelj? Meni se ne zdi bud. Tebi se zdi čisto srčkana, ne? Hitro pojdi za njim, no, hop, hop. Meni se ne zdi buklinte vse. In pojdi ti za njim. A si užaljena, ker ni tako opazi tvojih lepih oči. Popolno presenečenje za našo lepotico. Briga mene ta smrkavec. Pa še kako. Vprašal sem nekaj drugega, a ga kdo pozna? Z Dunaja so se preselili sem in ime mu je Niko. A ti je dal tudi svojo številko Hendija? Veš kaj, tvoj pripomb imam za danes čez glavo. Raje grem sedeti k njemu, kot da še naprej poslušam tvoje bedarije. Nikamor ne bo šla, In zakaj ne? ker ti nisem dovolil. A ja, Če odideš, lahko ostaneš kar tam. Tukaj si opravila. Dej, sedi no, Frida. Daj, sedi no, Fridica, ljubica naša. samo še nekaj, to tudi zelo smrdi. Vsako jutro, ker se določena oseba malo preveč poliva s poceni parfumi. No, ała. Torej, navodilo glede Fride je sledeče. Jutri ne sme sedeti v tem kupeju, če ne opravi vsaj 2 nalog. Ste razumeli? Ampak Jasno si mi povedal, da ne more priti nazaj, če odide. Kristalno jasno. To sem sporočil tudi Geju. Kako si ti priden? Ge mora biti pa res zadovoljen s tabo. in hitro si tudi. Ja še berem ne tako hitro, kot ti pišeš. No, da boste vadili v hitrosti, takoj blokirajte Frido na Facebooku. Kaj? Kjer je šla ven? Navodila so jasna, raje jih obogajte, če nočete po njeni poti. No, Ja. Ivan, se lahko sedem na njeno mesto, da bo fanta nasproti, saj razumeš. Izvoli. Kaj boš pa še zvedel, a? Saj si samo nevošljiva, ker sem rekel prvi. Zakaj pa? Saj ni tisti le sedem. Tišina! zakaj pa ne sme povedati do konca? Ker sem jaz tako rekel. In kaj si ti nam, če seveda smem izvedeti? Šef, vodja
Ata? Jaz sem tisti, ki tukaj odloča. Tukaj sem glavni. Takoj zagijem. O tem bi se pa dalo razpravljati. Kdo je takoj zagejem? Kdo je tu glavni? Podglavni, hej? Če je glavni G, ne moreta biti še vidva, ampak sta lahko samo podglavna. Prvi in drugi podglavni. Prva in drugi ali prvi in druga. To je zdaj vprašanje. Če je glavni pri glavi, je prvi pa glavni tukaj in drugi tukaj. Kdo je danes glavnik, kdo je danes kul, kdo ima besedo, kdo je danes kul, kdo je danes glavnik, kdo je... A veste, da ste mi najbolj všeč, če ste čisto tiho? A ti veš, da mi je to čisto vseeno, če sem ti jaz všeč ali ne. A veš, da sem močnejši kot ti? Upam, glede na tvoja leta in tvoje kile. Takoj zapričal čez sebi. Kam pa ti? L-U-L-A-T. Lulat. Ja, ne moreš kar sama odločati, da te lula. To mora povedati še. Daj no, Ivan, vprašaj Geja, če gre luna lahko. Pa kaj bi ti rada, a? Kakšne probleme imaš danes? Nimam problemov, samo če si tukaj šef, pa ja ne boš dovolil. Je že šla, zdaj je vseeno. Če si bolna, pojdi zdravniku. Dajmo se kaj igrati, meni je dolg čas. Pa pojdi nazaj v vrtec, tam boš lahko delala potičke iz peska po cicu. Si samo 2 leti starejša. 3 in 34 dni. Ja, gremo se leti. Da ne boš ti kam letel. Kam pa ti? No, se veš. Ne vem. No, se veš, na to leto. Na toaleto. Na toaleto. Pa kaj se ti kar naprej vmešavaš? A te je kdo kaj vprašal? Govorila bom, kar bom sama hotela. Pa ne kar naprej. Bom pa kar nazaj, če boš bolj srečen. Greva pogledat na desno. Ampak ne smeva. Ne bodi leva, samo pogledat greva, kaj dela Luna. Samo pogledat si šla res. A veste, kaj se lahko zgodi, če boste izvedela? Če bo izvedel G. Saj ni treba, da kdo izve. Seveda ne. Tudi midva greva pogledat. Kaj? Tudi midva greva pogledat. A ne, Manuel? Ne vem. Seveda veš. Pridi, gremo. Super se imajo, igrajo se smejo in bosta videla. Si že nazaj z toalete? Ja.
Jaz tudi, če koga zanima. No, hitro greva. Kam? Na obisk. A k njemu? Ja, zdaj sam, ravno prav za mojo nalogo. A je nisi naredil že zjutraj, ko sem te snimala? Dobil sem še eno, če jo opravim, sem tukaj tudi uradno šef. Ne greš zdavo. Moraš, piše. Kaj mu bosta pa naredila? Meni piše samo ne grem zraven. Boste že izvedeli, no, hitro greva. Vi pa pazite, če se vrne Dunajčan, naj jo opozorite. Kaj bosta? Pa saj on sploh ni tako slab. Meni se tudi si vredno, in smrdi tudi ne. Saj nikoli ni smrdel. To je bila samo naša naloga za danes, da mu rečemo, kako smrdi. A se vam včasih ne zdi, da... Kaj? Misliš, ta skupina, te skrivne naloge, da je to malo... In ta geta šef, ki nam daje naloge, a je katera dva že sploh ne videla, a sploh veste, kdo je. Včasih imam čutek, da Boga to škatlo, res butast čutek. Ja, Geja nihče ne pozna. Ivan že. In Maja tudi. Ampak mi ga ne poznamo. Že malo neumno, če pomislite, dela neke naloge samo, da ostaneš v skupini. In to grozne naloge. Kje je? Kdo? Dobro veš, kdo. Kje je, te vprašam. Ti si z njim v kupeju, kaj zdaj tukaj težiš? Morda si ga spravil v žep. Vrata kupeja so odprta, okno je odprto. Povejte, idioti, kaj ste storili z njim? Mi smo bili ves čas tukaj. Kaj pa je? In nismo... Ni ga več v kupeju in okno je odprto. Spet ena vaša butasta naloga. Takoj pa vejte, kam ste ga zaprli. Mogoče ga je pojedel volk, ga bo pa rešila rdeča kapica. Ti si Vprašam vas, kaj ste mu storili? Ko sem ga zadnjič videla, je bil še tam. Sedel je in si pogovarjal s Fridom. Kaj? Ti si se celo pogovarjala z njim? Saj veš, da si prekršila našo glavno pravilo. Ja, in še se bom pogovarjala. In veš, kaj to pomeni? Vse eno mi je. Sploh nočem biti več med vami v tem kupeju. Vse eno mi je. Kdo bi si mislil, pride Dunajčan pa taka sprememba. In ti, ki vsak dan pridno obogaš nekoga, ki ga sploh ne poznaš, a to je pa kul. Tudi ti si ga obogala, do danes zjutraj nisi imela problema s tem. Zdaj ga pa imam. Nehajta! Ti pa povej, ki je. Takoj. In če nočem? Tudi jaz sem se pogovarjala z njim in zato povej, kje je. Ven iz mojega kupeja. Kam pa vidva? Ja, tudi jaz sem se Jaz tudi. Zdaj vsaj vidimo, kdo je res naš. Naš. Kaj pa narobe z njim, da ni vaš? Pa kaj upiješ priseljenec Dunajski? Kako si upaš upiti nad mano? A ja, jaz tudi nisem vaš. To pa definitivno nisi. Tudi nočem biti taki ljudje, ki mobirajo druge. Samo tiste, ki si zaslužijo. Samo tiste. Kaj pa je naredil, da si je to zaslužil? Rdeče lase ima. Kaj? To je vse, kar vemo o njem. In srajče ima vedno zapete do vratu, do zadnjega gumba. In rekla sta, da bomo skrivna skupina. Če bomo pridno opravljali naloge, ki jih dobimo na WhatsAppu, bomo postali glavni. Glavni kje? Rekla sta, da se nas bodo bali in nas spoštovali. Kdo? Vsi! In zato ste se šli vsak dan mobbing. On je bil izbran. Smola. Lahko bi bil kdo drug. Lahko bi bila jaz. Je pa že bolje, da sem del velike skupine, kot da sem čisto sama. A to ni logično? Dovolj. Kam ste ga odvlekla? Takoj mi povejte, kam ste ga odvlekla. Še dotaknila se ga nisem. Niti na misel mi ne pride, da bi se ga dotikala. Utihni že. Ti povej, kaj si mu naredil. Ti si imel dodatno nalogo. Nič mu nisem. Samo gledali smo se in... In? Nič, smo se gledali. No, midva sva ga gledala. On je gledal tla. Potem sva odšla. Res ste prišli hitro nazaj, 2 minuti, če ne še manj. Kje pa je potem? Tu je zadnji vagon. Nikamor ni mogel priti mimo vas. Pa ja mi skočil.
Vidva sta ga pripravila do tega. Pa kaj si zdaj delaš tako lepo? Že do danes zjutraj si čisto lepo sodelovala pri naših nalogah. Imela si najboljše ideje, kaj mu naj napišemo v WhatsApp. Ti si se spomnila, da smo ga posneli na stanišču. Kje ste ga snemali? Pa vi niste normalni. Ti boš nam govoril, da nismo normalni, ne? Ker na Dunaju pa tega ni. Cel Dunaj, sami prijatelji. Nehajta! Prej gremo še enkrat v njegov kupe, mogoče si pa slabo pogledal. Jaz ne grem, nikogar ne bom iskala, najmanj pa njega. Boli, ja? Na tla mi je padel, nič ne boli. Boli, če veš čas nekomu, ki ti nič ne naredil, storil nekaj hudega, groznega. Nič nisem storila. Seveda nisi. Kaj mi zdaj tako gledaš? Gledam te pač. Hočeš vedeti, kako se počutim? Za en šit se počutim, grozno zadovoljen. Vseeno mi je, mene zanima samo, zakaj si to počeli, zakaj si ti to počela. Strah me je bilo. Kaj? Strah, da ne bi izbrali mene. A to je vse. A ni dovolj, da bi sedela sama, vsak dan sama v kupeju, dobivala grozna sporočila, da bi me porivali, me snemali na stranišču, to dajali na YouTube, jaz bi... Vem. Kaj veš? Vem, kako je to. Zato smo se tudi preselili iz Dunaja sem, ker so to počeli meni, 3 leta. Zakaj pa tebi? Saj ti si čisto... Normalen, cool, Ja. on je tudi. Ja, seveda, on je tudi. Razen teh njegovih do vratu zapetih srajc, ti jih ne nosiš. Nisem igral nogometa. In to je vse? Samo zato. Ali pa ima zapete srce. Na vsakem si lahko kaj najde, če se hoče. Našel ga je, Ivan ga je našel, na stopnicah, hotel pred vrata, med vožnjo. A si lahko predstavljate? In potem ga je Ivan prijel in potegnil go, takole, v enem. In potem sta se ruvala in suvala. In mi smo stali pri stopnicah, da ne bi kdo padel in kot v filmu. In kje sta zdaj? Kje so vsi? Ne boš verjela, sedijo pri njemu v kupeju in se smejijo. Kaj? In vsi smo blokirali skupino, samo ti si še noter. Nič več. Gremo še mi k njemu. Ja, Gremo samo... kaj pa je zdaj že spet? A vidva sploh vesa, kako je pravzaprav ime njemu? Peter je. Peter, še kar lepo ime. Še kar? Čisto normalno ime je. Ja, no, vse normalno. Gremo že.